Zajtrnice, lepo pozdravljene v moji družbi, z vami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Preden začnemo, bi rada samo še poudarila, da so to splošne napovedi, zato sprejmi tisto, kar se poistoveti s tabo in s tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Zdaj bomo začeli tako, da bomo v bistvu najprej pogledali, kaj se je dogajalo v mesecu februarju, tako da si lahko znate nekako da lahko povežete v bistvu nek dogodek iz preteklosti, ki se je že začel odvijati in nekako vidite, kako se bo potem odvijal naprej v mesecu marcu. S temi kartami bomo pogledali splošne energije. Zdaj, splošna energija za mesec februar imamo osmico mečev, prvi teden marca imamo štirko palic, drugi teden marca imamo as mečev, tretji teden marca imamo karto svet in četrti teden marca imamo karto kolo usode. Zanimivo. Tehnice, vidim, da boste, ampak vse to imamo v bistvu vsa znamenja, več ali manj. Marec bo za dosti ljudi na nek način transformativen mesec, tako da jaz bi rekla, da v bistvu skoraj za vse. Zdaj s temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj se bo dogajalo v vaših življenjih, da bo v vas povzročilo te energije, in s temi kartami bomo pogledali, kakšne so vaše lekcije, zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja in kako to izkoristiti na najboljši možni način. Okay. Torej, v mesecu februarju vidim, da ste nekako imeli dosti nekih izzivov, ki so vas na nek način so vas omejevali. Se pravi, dosti izzivov je bilo takih, ki so vas na nek način omejevali, da bi v bistvu dosegli nekaj več. Non-stop je bilo nekaj takega, kar vas je ustavljalo na vaši poti, ali pa nekaj, česar ste se ustrašili, niste vedeli, kako naprej, ali kaj takega. Dajmo pogledati, kaj se je dogajalo. Tukaj imamo sedmico mečev obrnjeno, moč obrnjeno in devetico kelihov obrnjeno. Zdaj, ker so vse tri karte obrnjene, to lahko nakazuje na to, da nekatere tehtnice niste šle po tej poti ali pa ste nekako drugače izpeljali svojo pot. Lahko pa pomeni v bistvu, da ker so vse v bistvu tle nekako figure obrnjene v prihodnost. Jaz bi rekla, da ste tukaj v februarju našli nekaj, kar vam je dalo neko moč, da v bistvu nekaj ste si priskrbeli, mogoče nekaj, kar vam ne pripada, ampak nekaj ste si izborili, se pravi, nekaj ste dobili, kar ste mislili, da si zaslužite, in to vam je dalo v bistvu neko moč, da premagate neke notranje strahove in dvome. In s tem, zdaj recimo nekatere tehtnice ste mogoče v februarju prišli do te stopnje, ko ste prišli do te devetice kelihov, ki je nekako karta nekega notranjega zadovoljstva, uspeha. Nekatere tehtnice mogoče niste še tam. Ampak dajmo pogledati, kaj so bile lekcije v februarju. Imamo ponovno osmico mečev in imamo viteza mečev. Torej, vaša lekcija v mesecu februarja je bila, da v bistvu pogledate izven teh vseh omejitev, ker v resnici je tako, v življenju nas nikoli nič ne omejuje, omejitve si delamo sami. In pomembno je bilo v mesecu februarja, da to prepoznate in da tudi dobite to moč, da te omejitve nekako presežete, premagate in da v bistvu, da vam te omejitve dajo tisti zagon, s katerimi jih v bistvu lahko tudi preskočite. Ne vem, upam, da ima to kakšen smisel. Ok, dajmo pogledati marec. Prvi teden marca imamo štirko palic, kar nekako nakazuje na neke temelje. Odpirajo se vam neka lepa vrata v neko stabilno prihodnost. Tukaj gre lahko za obilje v ljubezni, obilje na finančnem področju, obilje na poslovnem področju. Ne govorim tukaj, da bo obilje prišlo v vaše življenje že v prvem tednu, se pa vam zagotovo odpirajo neka vrata do tega. Marsikdo bo tukaj postavljal neke temelje, recimo svojega posla ali pa neke temelje v odnosu. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Tukaj imamo šestico kelihov obrnjeno, trojko novcev obrnjeno in dvojko kelihov. Torej, tukaj je videti, da v prvem tednu se boste mogoče ukvarjali še z nečim iz preteklosti. To gre lahko, če imate otroke, mogoče se boste tukaj nekako osredotočili na vaše otroke ali pa boste neko situacijo iz preteklosti oziroma tukaj gre lahko tudi za kakšno negovanje ali pa pač nekomu nekaj pomagate, nekomu iz preteklosti, nekdo, ki je šibkejši od vas, mu date neko pomoč. In s tem, ko se boste vi v bistvu osredotočali na to pomoč, boste s tem nekako prišli do nekih
Jaz imam tule občutek, kot da se vam odpirajo neke dve priložnosti. Mogoče to tudi, v bistvu za nekatere bi ok, zdaj razumem te karte, ja. Torej, nekaj se boste v prvem tednu, se boste ukvarjali z nečim iz preteklosti in ta situacija se bo razvila v nekaj bolj trajnostnega. Kmalu boste videli, da to je lahko recimo nek projekt, ki vas je že dolgo časa veselil, pa se ga nikoli niste lotili. Lahko gre za pomoč nekomu, lahko gre za kakšno osebo iz preteklosti, ki se bo pojavila v vašem življenju in bo prosila za vašo pomoč. Ampak v glavnem s tem, ko boste vi vložili energijo v to neko osebo ali pa situacijo iz preteklosti, se bo ta situacija začela hitro razvijati v nekaj večjega, v nekaj boljšega. In zelo verjetno je, da boste potem v konec prvega tedna marca tukaj doživeli neko združitev. Torej, to je lahko združitev s to osebo, ki ste ji pomagali stopiti korak višje, narediti nek presek in bo ta oseba nekako prišla na vaš nivo in tukaj se boste potem zelo dobro ujeli in lahko naredite nekaj večjega. Zdaj, ta karta lahko nakazuje tudi na vaš višji jaz. Recimo, se v prvem tednu osredotočate na te vaše notranje želje in potem dobite vedno večjo povezavo s tem vašim višjim jazom in na koncu pride do te združitve. Lahko gre tudi za neko, pač tle gre lahko res za karkoli. Bistvo pa je, da boste v bistvu začeli nekaj, kar se zdi majhno, ampak boste pristopili do tega samo zato, ker bi pač dali neka čustva v to, ker bi na nek način radi dali neko pomoč ali pa neko negovanje ali pa pač nekako bi radi vložili svojo energijo v nekaj, kar se bo pojavilo v vašem življenju in to bo začelo hitro rasti. Se pravi, hitro se bo ta oseba ali pa ta situacija nekako nadgradila v neko stopnjo, ki je za vas primerna in tukaj se potem lahko pride do neke združitve. Evo, tukaj imamo kot lekcije štirko palic in viteza novcev, kar nekako nakazuje, da je to vaša lekcija v bistvu, da je vaša lekcija tukaj ravno to, da naredite te temelje, to je, da nekaj malega spremenite v nekaj večjega in to vam bo dalo tudi neko v bistvu neko možnost, da stopite izven, da se pokažete, v bistvu, da stopite pod luč, da vas ljudje opazijo, da date neko darilo v svet. Ne vem, nekako tako. Ok, pol imamo v drugem tednu imamo asa palic, asa mečev. Kar pomeni, da bo tukaj prišlo do neke nove razjasnitve. Nekako to, kar se bo tle zraslo in združilo, vam bo odprlo neko novo obzorje. Pred sabo boste videli vse ovire, vse izzive, vse priložnosti. Mislim, to, da vidiš, pomeni, da si pripravljen, nekako se zavedaš, da gre lahko kaj v napačno smer, ampak si pripravljen na to in nekako že veš, kako boš v tem primeru odreagiral. Torej, tukaj boste teknice dobile neko novo zavedanje, nekaj se vam bo razjasnilo ali kaj takega. Ja, in tukaj imamo potem viteza mečev, kraljico novcev in kralja palic. Zdaj, tukaj gre lahko za nek razvoj. Lahko gre tudi za 3 neke osebe ali pa 3 priložnosti, med katerimi se boste odločili. Ampak najbolj mi gre tukaj tako nekako, najbolj mi pride na misel, da bi to šlo za nek razvoj. Ker s tem, ko boste vi v bistvu prišli do te neke združitve v prvem tednu, se vam bo odprlo neko novo obzorje in dobili boste ogromno zagona, da greste temu cilju naproti. Ampak pol nekje sredi drugega tedna se boste nekako umirili in boste umirili te svoje energije in nekako boste boste to priložnost nekako drugače začeli obravnavati. Ne boste več hiteli proti njej, ampak nekako je videti, kot da boste začeli nekako počasi nekaj graditi in tukaj je potem videti tudi, da dobite ogromno neke samozavesti in neka sprememba bo na vidiku. Nekako boste našli to svojo moč in energijo. Ne vem, tukaj imamo zdaj še vse 3 dvorne karte, bomo pogledati lekcije, pa nam bo mogoče bolj jasno. Zdaj kot lekcijo imamo 7 mečev in 4 mečev. Na nek način to govori o tem, da si bi bilo dobro izboriti to, kar vam pripada, oziroma da tukaj bo pomembno, da si vzamete, da si izborite to, kar vam pripada. In to ne pomeni, da
pač to pomeni, da ostanete na nek način realistični, torej da niste preveč ponižni in da pač rečete, ja, no, vse to bo v redu, vse sam, da je neki ali pa celo nič ni treba, ne, 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 ne. In tudi ne smete biti taki, da rečete, to sem pa zdaj jaz naredil, zdaj pa si zaslužim vse, vse je moje, ne. Tukaj bo treba najti neko pravo ravnovesje in v bistvu, da na pravi način ugotovite, kaj vam pripada in da to tudi nekako si izborite. Je pa pomembno, da kljub temu ne delate zdaj tukaj nekih večjih akcij in zdaj nekako razumete karte. Torej, vi boste na začetku tedna zelo zagnani. Tukaj boste imeli ogromno energije, hoteli boste hitro vse izvršiti do konca in pol sredi tedna se vam bo zgodilo zelo možno, da mogoče dobite neko pomoč, lahko to gre za nek finančni priliv, lahko gre pa za nek predmet ali pa neko stvar, ki vam bo dala možnost, da se malo ček ustavite in greste korak po koraku. In to bo zelo pomembno tukaj, da v bistvu ne hitite naprej v drugem tednu. V tretjem tednu imamo karto svet, kar pomeni, da se bo tukaj vaše življenje to sem malček narobe začela, ampak tukaj se bo nekaj zaključilo. Torej, tukaj pride do neke zaključitve in jaz bi rekla, nek končni cilj, zelo možno je, da se bo ta neka situacija razvila v nekaj končnega ali pa se bo ta situacija začela razvijati pač postopoma in tukaj se bo zaključilo nekaj drugega, mogoče nekaj, kar vas v tem trenutku ovira ali kaj takega. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Tukaj imamo kralja kelihov, imamo karto hudič in imamo karto kraljico mečev. Zdaj, tukaj bi lahko šlo za dve možnosti, sicer tukaj nikjer v kartah ni videti, da bi šlo tukaj za neke, da bi se ubadale tehtnice z nekimi možnostmi, da bi imeli dve različne poti, dve različne osebe, ampak nekako tukaj se zna zgoditi, da ker imamo glih tako take karte, ne vem, tle se meni zdi, kot da bosta dve osebi nekako vpleteni v celotno to situacijo. Torej, vi in še ena oseba boste vpleteni v neko situacijo. In tukaj gre za neko karmično lekcijo, ker imamo karto hudič. Karmična lekcija ni nič slabega. Karmična lekcija samo pomeni, da so to neke dogodki, da smo v preteklosti doživeli neko travmo, potlačili smo čustva in potem se nam v bistvu v življenju dogajajo vedno ene in iste situacije, ki nekako vedno sprožajo ta ista čustva, vedno stisnejo na te iste gumbe, vedno nas nekaj znervira in to se pol ponavlja, dokler enkrat ne rečemo, zdaj pa dovolj in potem to zaključimo. In tukaj bo nekako v bistvu ta vaša karmična lekcija prišla do izraza in tudi jaz mislim, da bo potrebno zaključiti. Zdaj tako, karte lahko se tukaj berejo na dva različna načina. Lahko se tukaj gre za eno osebo, ki je čustveno zelo stabilna in za eno osebo, ki je nekako usmerjena v prihodnost. Tukaj gre ta oseba, ki je čustveno stabilna, hoče doseči nekaj, nekako se trudi doseči to, kar si želi doseči. Ta oseba pa se ne obremenjuje s tem, nekako bolj se odpira proti prihodnosti in nekako bolj zaupa v prihodnost, kot pa da bi zdaj nekaj na silo sprovedla do neke končne oblike. Ne vem, upam, da ima to nek smisel. Zdaj, lahko pa to interpretiramo tudi kot vas, ki ste nekako čustveno zelo stabilni, karkoli vam pride na pot, tudi če je okrog vas cel kaos, vi ste mirni, osredotočeni, točno veste, kaj morate. In potem se zgodi tukaj neka situacija, ki bo v vas spet vzbudila ta čustva in zelo možno je, da vas bo tukaj nekaj vrlo iz tira in potem na koncu boste znali izplavati iz te možnosti in narediti neko spremembo. Tukaj narediti nek presek, torej na nek način pozdraviti novo prihodnost in zaključiti neke stare negativne vzorce iz preteklosti. Dajmo pogledati še lekcije. Tukaj imamo kralja novcev in asa mečev. Ja, jaz bi rekla, da je tukaj predvsem pomembno, da ste samozavestni, da se zavedate, da imate v bistvu, pač da v resnici ne potrebujete ničesar več dodatnega v vašem življenju. Se pravi, to, kar imate, je nek uspeh, vaš
Se pravi, vaš nek uspeh, nekaj, kar ste sami uspeli zgraditi, ustvariti, lahko gre to za nek odnos, lahko gre to za pač karkoli, in hkrati vam bo vse to, da ste dosegli vse te dosežke, vam bo dalo tisto jasnost, tisto moč, da v bistvu se rešite tega, da premagate ta karmični ciklus in to karmično lekcijo. Zdaj v 4. tednu pa potem pride v ospredju kolo usode, kar na nek način nakazuje, da se boste v tem tednu, da se zna vse obrniti v popolnoma novo smer. Nekako mislim, da boste tukaj, tukaj bo najboljše, da plavate skupaj s tokom življenja, takole. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo karto sonce, paža mečev in visoko svečenico. In evo, spet so vse 3 karte v zadnjem tednu obrnjene narobe in to sem že večkrat rekla, ker to se dogaja pri ful znamenjih, da so zadnje 3 karte vedno obrnjene narobe. To mi na nek način nakazuje na to, da je tukaj še vse odvisno, kako se boste tehtnice znašle v teh situacijah in v bistvu nekatere tehtnice lahko nekje recimo popustite vašim čustvom, popustite vašim strahovom in se potem na koncu situacija izide nekoliko drugače, ampak v glavnem boste vse tehtnice nekako prišle do te neke svobode, neko veselje, neka razrešitev. Zdaj odvisno, kako močne boste v 3. tednu in kako čustveno stabilne. Bolj kot boste čustveno stabilne, bolj kot boste močne, bolj kot boste pri sebi imeli razčiščeno, kaj si želite, bolj izrazita bo ta karta sonce, bolj boste nekako čutili to svobodo. In potem je videti tudi, da boste dobili nek nov zagon proti nečemu novemu, ampak bo potrebno na koncu meseca v bistvu predvsem poslušati lastno intuicijo, zato ker tukaj se bo dogajalo nekaj, na kar sami nimate vpliva, mogoče se bo življenje vaše začelo na nek način spreminjati. To zdaj ne pomeni, da bo to neke velike spremembe, ampak to gre lahko za neke take majhne spremembe, pač spet odvisno pri tehtnicah pri vsaki tehtnici bo nekako drugače, ampak pomembno je, da tukaj zaupate vaši intuiciji, ker na tak način boste izbrali res tisto pravo možnost. Dajmo pogledati še lekcije, imamo kočijo in ponovno visoko svečenico. In ja, to je točno to, pač tukaj se bo vam nekaj odprlo v 4. tednu, vedeli boste točno, v katero smer iti, ampak ful bo pomembno, še enkrat, da poslušate vašo intuicijo, torej da ne razmišljate z glavo, da ne razmišljate v smislu, ne vem, zdaj, če dobite več ponudb, da ne razmišljate v smislu, ta ponudba ima te pluse, te minuse, ta ponudba ima te pluse, te minuse, ampak da nekako po občutku izberete tisto osebo, ponudbo, situacijo, pot, ki bo v vas vzbujala lepše občutke. Mogoče bodo tukaj tudi neki strahovi, ampak strahove vedno moramo premagovati. Nikoli ne smemo dovoliti, da strahovi kujejo našo usodo, zato ker potem v bistvu se s tem zapletamo v te karmične lekcije. Vedno moramo premagovati strahove in izbrati tisto možnost, ki v nas nekako vzbudi lepše občutke, ko pomislimo na prihodnost. Nekako tako. Tehtnice jaz vam predlagam,